Kam nekje izginil? Tukaj ga ni. Se ni mogel kar tako izgubiti. Dragi, povej mi, no, kaj iščeš. Zdravstveni karton princa Rexa. Pozno je že in princ zamuja. David, se to razstoji. Čisto sem pozabil. Kaj je to? Kako čudna stvar, nič se ne vidi. Dede, kaj je to? Kaj bi res rada vedela? Ravno to je tista reč, ki jo iščem. Kaj je to? Rentgenska slika princa Rexa. Dedek, nič se ne vidi. Čakaj. Tukaj so. Zdaj boš lahko videla, kaj je na sliki. Saj to je okostnjak. Ta okostnjak je rentgenska slika. S temi očali vidimo zdravniki notranjost bolnikov. A res? Zato zdaj vidiš samo okostnjak. A to je torej notranjost princa? Ali je tudi na zunaj tako grd? Ne, ljubica, sploh ni grd. Zdaj, ko bo prišel, se boš sama prepričala. Ta slika je še iz času, ko je bil princ majhen in je bil za centimeter manjši od svojega brata dvojčka. Lahko bi se učila anatomijo. Zelo dobro se vidijo vse kosti, ki jih imamo palčki. Tako je. Naša lobanj je v primerjavi s človeško večja. Imamo 8 parov reber, 4 od njih gibljiva, ljudje pa jih imajo 7 in 5. Kaj pa roke? Za razliko od njih imamo daljše roke, vendar so naše noge krajše. Vidiš, kako se razlikujemo od ljudi? Imam tudi jaz vse to? Seveda. Naše črevesje je daljše od človeškega in naša jetra so večja in močnejša. Te druge bom spravil, da se ne izgubijo. Tukaj imam spravljene zdravniške kartoteke. Princ bo vesel svoje slike. Kaj pa je to? Boš študirala medicino? Kaj pa ti je, Suzana? Nič, babica, srce sem videla, kako veliko je. Nam palčkom kroži kri močneje kot ljudem. Zato so naše mezgovnice bolj široke in močnejše in tudi srce daljše in večje. Raje gledam brez očal. Tako mi je veliko bolj všeč. Nekdo trka. To je princ Rex? Prispel je. Lisa. Dragi moj Rex. Veš, da si lepša kot kdajkoli? Laskač, kako si potoval iz Avstralije? Vse v redu? Ja, Lisa, krasno. Dobrodošel, Rex. Vesel sem, da te vidim. David. Zelo dobro izgledaš, res. To ne povej mi, kako je kaj tvoj oče. Je zdrav? Dobro se počuti in vama pošilja najprisrčnejše pozdrave. Seveda videla se ne poznata. Prosim, tale lepotička je moja pravnukinja Suzana. Suzana, to je moj prijatelj, princ Rex iz Avstralije. Me veseli. Suzana, pridi da prosim pozdraviti našega gosta. Resnično sem vesela, da sem vas poznala, princ Rex. Suzana, brez ceremonij. Jaz sem tisti, ki sem resnično vesel. Upam, da se boš pri nas dobro počutil. Hvala. No prav, nehajta že in se pridita malo osvežiti. Pripravila sem ti limonado, saj vem, da jo imata z bratom zelo rada.
Hvala lepa, Liza. Na poti sem postal zelo željen. Dedek, povej mi, zakaj je tako visok? Ampak, ljubica, kakšne vprašanja pa so to kar naenkrat, kaj? David, lahko izvem, o čem govorita? Prosim, dedek, ne povej, sram me bo. V nepomembnih stvarih. Spimo tole limonado, Suzana. Daj, Suzana, kaj čakaš? Na zdravje. Prav vesel sem, da sem z vami. Suzana, veš, da mi je dedek rešil življenje? Tvojim očetom sva dobra prijatelja, zato me poklical, da te ozdravim in ravno Suzana me je prej vprašala, kaj... Dedek, prosim, lepo te prosim. Vprašala me je, zakaj sva se takrat z Lizo odpravila v daljno Avstralijo. To mora biti zelo lepa dežela, ne? V Avstralijo sta prišla, ker sem imel težave. Nisem mogel zrasti. Dedek pravi, da si bil za centimeter manjši od brata. Res je, njegov brat je bil dosti večji od njega. Povedal ti bom zgodbo od začetka. Takoj, ko sva dobila sporočilo njegovega očeta, kralja Avstralije, sva se s tvojo babico Lizo odpravila na pot. In še kar hitro nam je uspelo pripotovati do obale te velike dežele. Glej, David, obala se že vidi. Tako sva srečno prispela do cilja v Avstralijo. Kmalu bomo lahko pozdravila dragega prijatelja, kralja Krištofa z družino. Ta plaža je čudovita, kakšna pokrajina, fantastično. Od tukaj naprej bo treba peš. Počakaj, odnesel te bom v naročju, da se ne zmočiš. Skoči, Liza, ne boj se. Greva, kaj čakaš? Skoči že, no. Na želvo sva padla. Prosim te, naj lahko odneseš na obalo. Zelo si prijazna, sestrica. Lahko popaziš na najino barko? Misliš, da bova dolgo z doma? Vrnila se bova, ko bo princ ozdravljen. Ja, pa je to. A ti si kenguru? No, kar pridi bliže. Lisa, kenguruji so značilni za Avstralijo in so zelo koristni palčkom, ki živijo tukaj. Joj, kako sem se ustrašila. Zdravo, kako sta? Palček je. Tako je. Jaz sem palček David in to je moja žena Liza. Zdravo, me veseli. Tudi mene, jaz sem sel kralja Krištofa. Zlezita v kenguruja, z njim gremo na dvor. Kaj? Zagotavljam vam, da boste uživali v hitrem in prijetnem potovanju. Potovati v tem žepu? Kakšna groza. Gremo! Dajmo, bratec kenguru, lahko odrinemo. Ti poskrbi, da bosta naša gosta uživala v pokrajini. Gremo, prijatelj! Kako
Kako se počutite? To je krasen prevoz. Zakaj že? Ker ste navajeni. Kaj se pa gresta? Tekmujeta, kdo bo preskočil tisto luknjo. Dobro, ne izgubljamo časa, kralj nas čaka. Samo trenutek, prosim. Poglejmo, kdo bo zmagal. Dobro, zdaj si ti na vrsti. Tebi bo gotovo uspelo. Daj, skoči! Oj, David, potolkli se bomo. Kar mirno, draga, kar mirno. O, kakšen skok. Fantastično. David, kaj je to? Bumerang, lovsko orožje avstralskih domorodcev. To je bumerang princa Rexa. Otroci jih uporabljajo kot igračke. David, Liza, ohoho, pozdravljena. Prijatelja, kako sta? Veličanstvo. Opa! David, Liza, najina sinova. Pozdravljena, princ Rex, princ Tom. No, princ Rex, povej mi, kakšen problem imaš? Nikakor ne morem zrasti. Rad bi malo bolj zrasel. Naj te to ne skrbi, Rex, bomo že uredili, da bo vse prav. Zelo čudno je, David. Nekega dne je preprosto nehal rasti. Ale mirno, našli bomo vzroki, vse bo potem v redu. Dobro. Genijalen met, bratec, genijalen. Prosim, Rex, daj mi, da vržem tvoj bumerang. Ne. Prosim, Rex, ne bom ga izgubil. Nehaj ta. Bumerang je nekaj posebnega in Rex se nikdar ne loči od njega. Res, iz posebnega lesa je. Naše največje drevo smo posekali. Rex, pokaži Davidu, kako lepo leti tvoj bumerang. Dobro, Rex, če nimaš nič proti, bi te pregledal, da bom lahko odkril vzrok tvoje bolezni. Odličen predlog, David. Toda pojdimo v palačo, tam je bolj prijetno in lažje boš delal. Gremo, prijatelji. No, pa začnimo s pregledom. Najprej ti moram izmeriti višino. Skoraj centimeter razlike. Zdaj bi te rad pregledal še znotraj. Pridi bliže, prosim. Ja, seveda. Tako. No pa poglejmo, kako je kaj s tabo.
Odpri usta, prosim. Ja, lahko jo zapreš. Zdaj pa preveriva še tvoj sluh. Ja, vse je normalno. Rex, zdaj me moraš pogledati v oči. Takole, dečko. Sem že končal visokost. In kaj je vzrok bolezni? Misliš, da bo lahko spet zrasel? Da bo tako velik kot brat? Seveda bo lahko zrastel kot njegov brat, če bomo odstranili ličinke v njegovih jetrih. Ampak res ne razumem, kako so te ličinke prispele do Rexovih jeter. Take ličinke živijo samo v bezgu. Na vrtu smo imeli ogromno drevo in mogoče je bil to bezek. Si pripričana, da je bil bezek? Seveda, zdaj se spomnim, da ga je imel Rex najraje. Nenehno je plezal po njem. Ali je bumerang narejen iz tega lesa? Ja, ko so ga posekali, mu je oče naredil bumerang. Tako torej. Pokaži mi bumerang. Mislim, da je ta kriv za vse. Verjetno je poln ličink. Je bilo drevo znotraj gnilo, ko ste ga posekali? Ja, se mi je kar zdelo. Zdaj sploh ni več dvoma. Kasneje je barva, s katero ste barvali bumerang, spodbudila rast ličink in ena od njih je prišla v Rexova jetra. Torej, zaradi te ličinke ne bom zrasel? Ne, Rex, nič naj te ne skrbi. Ne, če boš redno imel to zdravilo zmešano z limonado, boš začel spet rasti. Škodljiva ličinka bo izginila, dosegel boš normalno višino. Hej, kakšno veselje, hvala lepa. Mislim, da je najbolje, da se tega bumeranga čim prej znebimo. Prav, prav. Gremo. Pazi, David, vrača se! Previdno. Hopla, se ga dobro vrnil? Neverjetno, David. Odličen metalec si, David. Kaj sama bi ga vzel, da bi se lahko z njim igral doma? Vzemi ga, David. Tebi ni treba več rasti. Suzana, ti je zgodba všeč? Ja, Rex, všeč mi je, ker je zelo zabavna. Lepo potovanje je bilo. Ne bom ga pozabila. Prav sijajno je, kako si ga pozdravil z limonado. Zares, pozdravil sem ga z limonado. Suzana, bi še malo limonade? Na. Hvala. Zdaj veš, kako je princ Rex zrasel, prav tako kot njegov brat Tom. Ja, dedek, tudi Rex je višji od ostalih palčkov. Res je, Suzana, ampak veš zakaj? Pojasnim ti bom, ker ima Rex zelo rad limonado in je zdravili popil cele litre, zato tudi višji od drugih. Adijo, prijatelj. Adijo.